Dobili smo zeleno luč, tako da lahko začnemo tudi s pogovorom po filmu. Najlepša hvala vsem, ki ste ostali in ki boste, jaz upam, da tudi sami aktivno sodelovali pri pogovoru, ki sledi po filmu Interesno območje. Z nami je profesor dr. Mladen Dolar. Najlepša hvala najprej, da ste si vzeli čas in prišli k nam na pogovor po tem res izjemno težkem filmu, po katerem pa verjamem, da se odpira kup zanimivih iztočnic za debato. Ja, najlepša hvala za to vabilo. Debata bo težavna. Ja, v bistvu, kaj lahko rečeva, kar se samega filma tiče? Imam nekako občutek, da smo vsi gledalci, zanalaž smo tudi pustili zaključno špico, seveda do konca. Namreč na začetku pred filmom sem rekel, da je bil film nominiran za 5 Oskarjev, eden izmed tistih Oskarjev, ki ga je prejel, je bil pa Oskar za glasbo. In glasba je seveda izjemno pomemben segment filma, nekaj več o tem kasneje. Morebiti pa najprej, da se dotakneva tega enega pojma, ki mi ob ogledu filma nikakor ni šel iz glave. Gre seveda za tisto znamenito banalnost zla, ki se nekako, ko spremljamo življenje te družine, tega funkcionarja, tega komandanta, gospoda Rudolfa Hessa, oziroma brez gospoda, kar Rudolfa Hessa, na kakšen način lahko rečemo, se ta filozofija banalnosti zla demonstrira v tem filmu? Ja, najprej ne rečem, da to se mi zdi eden najmočnejših filmov, kar sem jih videl v zadnjih letih. Mislim, tisti, ki je res globoko disturbing. In odpira toliko vprašanj, odpira najprej vprašanje glede moči umetnosti ali neko staro vprašanje, ki se je postavilo pač ob samem holokaustu, namreč kako upodobiti neupodobljivo. In o holokaustu je nekoč Adorno dejal, da ponavadi se citira, umetnost po holokaustu ni več možna ali poezija po holokaustu ni več možna. Dejansko je napisal, pisati poezijo po holokaustu je barbarsko. Kako je sploh možno se na nek estetski način, skozi estetske prijeme lotiti nečesa, kar je nepredstavljivo. Ampak nazadnje je mogoče naloga vse umetnosti, kako predstaviti nepredstavljivo, kako se soočiti kako dati videti nekaj, kar ni mogoče dati videti. Ker če damo to videti na direktni način, pravzaprav postane obsceno, izgubi svojo grozljivost in mogoče je to pokazati samo skozi nek pogled strani. Pogled strani pokaže več kot frontalni pogled. In tudi Slavoj Žižek je pred mnogimi leti izdal eno knjigo, ki se imenuje Looking All Right, pogled strani, kako pogled strani šele razpira neke druge perspektive. In ja, če ste začeli z banalnostjo zla, to je pač formula, geslo, ki ga je predlagala Hannah Arendt. Hannah Arendt so leta 1961 poslali kot dopisnico. New Yorker je poslal kot dopisnico na sojenje Eichmannu. Adolf Eichmann je bil tisti, ki je bil najbolj odgovoren za celoten holokaust. In ona je o tem pač napisala knjigo Eichmann v Jeruzalemu, knjiga je v slovenskem prevodu in je podnaslov te knjige Esej o banalnosti zla. In tisto, kar je najbolj presenetilo ali zadelo, ko je spremljala celoten proces proti Eichmannu, je ravno kako ta človek je največji zločincev v zgodovini človeštva, kako ni videti kot utelešenje nekega diaboličnega, demoničnega zla, ampak je do kraja banalen, dolgočasen birokrat. To je bilo tisto presenetljivo, kako zlo ni nekaj, kar je na oni strani, onkraj predstavljivega, nekaj strašnega, ampak je v bistvu ta banalnost, dolgočasnost celo teh ljudi, njihovo drobnjakarstvo v njihovem življenju, njihova majhnost, to je tisto grozljivo. Ravno to je v bistvu family movie, mislim, gledamo pač njihove družinske probleme ves čas in vsa groza je onkraj tega, kar vidimo na filmu. Zanimivo, da ste dali to iztočnico, kar se Eichmanna tiče. Meni je bilo zanimivo, ko sem pač nekako raziskoval, kaj se je s tem Rudolfom Hessom zgodilo po drugi svetovni vojni. Zelo podobno je eno leto živel v
anonimnosti, z drugačnim imenom, s psevdonimom in kasneje so zelo podobno zanj po Nürnberškem procesu psihologi dejali, da ni bilo nikakršne empatije, da je bil to človek, ki je bil zelo učinkovit in zadovoljen nad svojim opravljenim delom, ob katerem pa ni čutil veliko obžalovanja. Je možno reči, da lahko v bistvu vsak posameznik postane del takšnega zla, če je to del njegovega vsakdana? Ja, torej Rudolf Höss je pobegnil po porazu Nemčije, skrival se torej kot vrtnar, mislim, kar je mogoče malo komičen detajl po vsem tem vrtnarjenju, ki ga vidimo v filmu. 1 leto skoraj se je skrival kot vrtnar z nekim drugim imenom, potem so ga vendarle prijeli in pričal je sicer v Nürnberških procesih, ampak potem so ga izročili Poljski. Poljaki so mu sodili, ga obsodili na smrt in dejansko je bil maja ali kaj leta 47, aprila 47 so ga obesili, ampak obesili so ga na tem kraju, na samem tem kraju, zraven krematorija v Auschwitzu, pač simbolno. In še, jaz sem tudi malo pogledal pač po Wikipediji ali karkoli, od teh 5 otrok sta 2 še vedno živa. Vseh 5 otrok je imelo dolgo življenje, tudi žena je umrla leta 1990 v Ameriki, ko je šla obiskati svojo hčer, ki je živela v Ameriki. Se pravi, ja. Pomembno je mogoče tudi to, da je Höss, preden so ga usmrtili, po vsem tem, kar je dal skozi na procesu in tako naprej, soočen z vsemi temi dejstvi, in se je dejansko skesal in se vrnil k svoji katoliški veri, izhajal iz striktno katoliške družine in dejansko napisal pač nek tekst globokega obžalovanja in tega, da si to kazen zasluži. Ja, to, kar vprašujete, pa seveda tem je ravno ta disturbing moč tega filma, da je kdorkoli lahko stopi na stran zla. Da banalno zla je ravno v tem, da to niso ljudje, ki bi bili pošasti, ampak so nasprotno ljudje kot vi in jaz, ki imajo iste družinske skrbi, isti tip družinskih problemov, ki jih prepoznamo. Disturbing je ravno to, da prepoznamo svoje lastne probleme, lasten tip diskusij o vrtu, o praktičnih solucijah in vrt z bazenom, z toboganom, kako bomo zdaj to vrtnarsko dobro uredili, da bo boljše izgledalo, kako bomo napeljali centralno kurjavo. Mislim, ravno ta bližina tega vsakdanjega življenja je tisto, kar je pravzaprav v filmu najbolj srhljivo. In filmi, ki se ukvarjajo s holokaustom in z nacizmom nasploh. In s holokaustom, če pogledate na Wikipedia entry, imate filmi o holokaustu, pa jih je kakšnih 100, mogoče naštetih raznih. Mogoče se vrnemo k temu, kaj so strategije pristopa k uprizarjanju holokausta. Ampak zdi se mi, da ena največjih nevarnosti je to, da iz teh nacistov, tega utelešenja zla, teh storilcev, naredimo fascinantne figure. Fascinantne figure, ki jih pravzaprav seveda obsojamo na besedah, ampak v bistvu jih skrivoma občudujemo. Ljudje, ki so pač bili zmožni tako gorostasno prestopiti vse meje človeškega. So figure fascinacije in skrivnega občudovanja. In tudi skrivnega občudovanja tega mehanizma, tega stroja, te mašinerije, ki je bila tako strašno učinkovita. Spravi, največja nevarnost je ravno v tem, da ko prikažemo zlo postane fascinanten objekt. In temu se je Jonathan Glazer res poskusil na vse načine izogniti. Točno tej pasti, ki tako pogosto v večini filmov se mi zdi o nacizmu in o holokaustu posebej niso se znali izogniti tej pasti. Ja, v bistvu ta estetizacija zla in pa na eni strani to uravnoteženost med etičnim in pa seveda estetskim je iskati v takem filmu, kjer se s tako tematiko ukvarjaš, najbrž zelo spotakljivo oziroma zelo tanek led, po katerem hodiš. No, zdi se mi, da veličina tega filma po eni strani, zdi se mi, da je najboljši film o holokaustu dejansko doslej narejen. In veličina tega filma je, da obenem ves čas postavlja vprašanje o tem,
kaj je vloga umetnosti, kaj lahko umetnost stori, kaj je etična naloga umetnosti, kaj je hkrati z estetskimi procesi, ki jih uveljavlja, kaj je naloga umetnosti, kaj postavlja nas pred neko veliko etično dilemo. In če rečem malo bombastično, širša poanta filma. Širša poanta filma je nazadnje, to ni film o Auschwitzu in nekem zvesti rekonstrukciji tega, kar se je dejansko tam zgodilo. In po tej plati je izjemen, ker človek se s tem ukvarjal leta in leta, šel je v Auschwitz, preštudiral vse dokumente, vsi prizori so nekako dokumentarno podprti, to je stvar zelo dolgega študija, to ni neka naključno nabrkljana, izmišljena zgodba, ampak vseeno mogoče navedem to, kar ste mogoče spregledali na koncu špice. Na koncu špice piše: The characters and incident portrayed and the names herein are fictitious, and any similarity to the name, character or history of any person is entirely coincidental and unintentional. Če bi zdi mogoče na koncu odjavne špice neko vrhunska ironija v tem, da dajo ta običajni disclaimer, vsaka podobnost z resničnimi osebami je popolnoma naključna in je bila popolnoma nenamerna. Spravi, to doživimo na koncu odjavne špice. Ne. Zanimivo, potem, ko je seveda toliko znanih dejstev, ki jih lahko nalepimo ne samo na dejansko osebo, ampak na res zelo detajle, ki so v filmu predstavljeni. Dokumentarno, detaljno premišljen film. Ampak to, kar sem hotel reči, da sem dokončam to misel, da pač veličina filma ni v tem, kako nam nazorno ali zelo natančno predstavi Auschwitz in holokaust. Veličina tega filma je, da nas ne takoj prime za vrat. In kaj ne rečem, tako je, kot da bi mi sami živeli na tem vrtu. Ni Evropa neke sorte vrt, na katerem živimo in onkraj nekega zidu se dogajajo vse te grozote, o katerih nočemo nič vedeti. In se pravzaprav danes na nek način slepimo glede tega, kaj se dogaja onkraj tega zidu. Da smo neposredno postavljeni v vlogo vrtnarjev tega in družin, ki živijo v nekem srečnem življenju, v nekem zaprtem vrtu, takoj onkraj, ko se dogajajo vse te grozote. In sam Jonathan Glazer, res kapo dol, ko je dobil Oskarja, je imel ta svoj slavni speech, mislim, da imam tukaj natančen citat tega, kar je rekel, je neposredno postavil ta film v kontekst Gaze in tega, kar se dogaja v Izraelu, in pravi: Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which is led to conflict for so many innocent people. Se pravi, naša židovskost, naš judaizem, in on sam je žid, ne, je zdaj bila ugrabljena strani te države Izrael, ki v imenu tega počne zločine. In pri tem je direktno omenil na eni strani žrtve 7. oktobra, nedolžne žrtve 7. oktobra, žrtve terorističnega napada Hamasa in the ongoing attack on Gaza, se pravi destrukcijo, uničenje Gaze. Se pravi, sam Jonathan Glazer je na najbolj izpostavljenem možnem mestu, se pravi takrat, ko je dobil Oskarja, dal to izjavo in neposredno kontekstualiziral ta film v današnje razmere. Na to se je takoj odzvali so se protesti, pismo približno 1000 raznih filmskih delavcev, umetnikov in tako naprej židovskega rodu, ki so ga obsodili. Nasproti temu pismo malo manj 450 podpornikov te izjave, in podporniki so zelo velika zveneča imena. Se pravi, vnela se je borba za interpretacijo, kontekstualizacije tega filma za današnje razmere. Kje je danes Auschwitz? Kje se danes dogaja destrukcija? Kje se danes dogaja tisto zlo, ki je onkraj tistega zidu, kamor pogled filmske kamere nikoli ne seže? Zagotovo je film opozorilo sodobni družbi, kljub temu, da se dotika obdobja druge svetovne vojne, ampak hkrati nas nekako opozarja na to moderno brezbrižnost, na neko moralno otopelost, ki je prisotna.
Zanima pa me, kako danes poučevati o tem zlu, o tem obdobju, da ne postane samo ena zgodovinska kategorija, ampak da je dejansko nekaj, kar nas prisili k razmisleku, da lažje prepoznamo vzorce, ki se ponavljajo. Ja, malo bo mogoče dal nek historičen pogled, no, ki se mi zdi, da to zlo nacizma in zlo holokausta posebej je nekaj, s čimer se morala umetnost, sploh film in posebej filmska umetnost ukvarjati od leta 40 naprej. In ubrali so zelo različne strategije in mogoče še neko opozorilo, terminološko opozorilo. Uporabljamo besedo holokaust. Beseda holokaust ni primerna, ni dobra oznaka za to, o čemer govorimo. Zakaj ni dobra oznaka? Zato, ker holokaust je grška beseda, ki pomeni žgalna daritev, žrtvovanje. Holos, celoten, to je tista žgalna daritev, tista žrtev, kjer to žrtveno žival ali karkoli v celoti zažgemo. To grško pomeni beseda holokaust. Mnogo ljudi je opozorilo na to, da tukaj ne gre za žgalno daritev, žrtvovanje, ki predstavlja v nek religiozen kontekst problem holokausta. In žrtvovanje je ena najstarejših antropoloških opredelitev človeka v razmerju do božanstva. Z božanstvom ne moremo hendlati, ne moremo trgovati. Bogovi so bogovi ravno zato, ker ne moremo trgovati, ampak kljub temu jim žrtvujemo, zato ker upamo, da jih bomo zadolžili in da bomo s tem mogoče lahko dosegli njihovo milost. To je logika žrtvovanja. In žrtvujemo tisto, kar je najbolj dragoceno. Žrtveno jagnje, voli, tiste najbolj dragocene živali žrtvujemo bogovom, da se nas bodo usmilili in nas gledali z bolj blagim očesom. Tukaj ne gre za to. Tukaj ne gre za žrtvene živali, ampak za ljudi, ki jih lahko pobijemo, nekaznovano pobijemo. Spravi, da za kategorijo ljudi, postavitev kategorije ljudi, ki jih je mogoče nekaznovano ubiti. In če že postavimo paralelo z žrtvovanjem živali, tukaj gre za mrčes, ki ga je treba iztrebiti. To ni žrtvovanje bogovom, da bi nas blagonaklonjeno gledali, ampak ta mrčes je treba iztrebiti. To ljulko je treba iztrebiti, da bo naš vrt lahko uspeval. In zato je Giorgio Agamben v knjigi Homo Sacer ima veliko kritiko tega pojma holokaust in zato tudi v sodobni literaturi, zlasti izraelski, ampak tudi nasploh se je uveljavil izraz šoa. Šoa, ki je biblični izraz in pomeni katastrofa. Katastrofa. Spravi ne žrtvovanje, ne religiozni kontekst, ampak ta katastrofa iztrebljanja tistega, kar je mogoče nekaznovano iztrebiti. In Homo Sacer je historična figura tega, Agamben ima celo dolgo historično genezo tega, kaj so že v rimskih časih bili homines sacri, jih je bilo mogoče nekaznovano ubiti. Toliko čisto terminološko, čeprav je nekako pogovorno uveljavljen ta izraz holokaust, samo opozarjam na to, da je izraz zavajajoč, da daje nek napačen kontekst. Zdaj, glede tega, kako je mogoče upodobiti ta holokaust, kako je mogoče upodobiti nek neizmeren, neupodobljiv zločin. Izumljeno je bilo, poskusili so z več taktikami. In najprej pozarjam na taktiko komedije. In ne vem, če ste gledali zdaj ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, ljubljanska televizija dajala film To be or not to be, Ljubičev film iz leta 41-42, ki je komedija. In dva največja filma o nacizmu mogoče, in to je velik paradoks v komediji, to je Chaplinov Veliki diktator in Ljubičev Biti ali ne biti. In kako se je mogoče soočiti z nečim tako gorostasnim, nekaj, kar so predlagali takrat, ne potem. Potem so tudi poskušali žanre holocaust comedies, ki so pop scene. Ampak takrat, leta 40 je Chaplinov Veliki diktator, 41 je Ljubič snemal To be or not to be, spravi, takrat, ko je bilo videti, da je fašizem zmagovit, takrat, ko so bili najbolj temni trenutki evropske zgodovine sploh, takrat je čas za komedijo. To je bil Chaplinov in Ljubičev nek imperativ. In opozarjam posebej na To be or not to be, ki je pravzaprav prva komedija, ki se eksplicitno omenja
koncentracijska taborišča, da imate to slovito repliko They call me concentration camp Erhard, tem Colonel Erhard, ki je samo utelešenje banalnosti zla. Pravi, že tam je glavni SS-ovski oficir, ki je zadolžen za koncentracijska taborišča, je ta banalen, nesposoben, vase zagledan, aroganten, pač čista figura banalnosti zla. In tam je tudi sloviti vic, mislim, najbolj komičnih replik, ko mu nekje očitajo to concentration camp, pa reče, we do the concentrating, Poles do the camping. Mi koncentriramo, Poljaki pa taborijo. Taborišča, kaj se tam počne, tabori. Se pravi, prva strategija je strategija komedije. To je tudi nek pogled strani, zamik, da ta isto grozo, samo za drobnim zamikom, sam zamik kamere je potreben, sam majčken pogled strani je potreben, da iz groze naredimo komedijo. In ta komedija je takrat delovala ne kot času neprimerno, da se v tako groznem času sredi vojne norčujemo, prav nasprotno delovalo je kot empowerment. Delovalo je kot nekaj, kar je lahko ljudem vlivalo moč in upanje, da je naciste mogoče premagati. Tako je takrat delovalo. In Chaplinov film in Ljubičev film. Pomenjam ta dva, ki sta res, se mi zdi, najpomembnejša in sta ostala pač v zgodovini filma. Drugače pa, glede neupodobljivosti holokausta, navajam še en mogoče drastičen, nazoren primer tega, kako se tega lotiti. Ker ne gre za film, ampak gre za obeležja, spomenike v spomin na holokaust in vedno so ljudje, ki so bili postavljeni to vlogo, da delajo te spomenike, so bili postavljeni pri neko absolutno nemogočno vlogo, ker memorializacija, monumentalizacija tega v bistvu je neprimerna gesta. No, obstaja pa Johann Gerz. Johann Gerz, nemški kipar, arhitekt, ki je napravil sloviti nevidni spomenik v Saarbrückenu leta 1993. In ta spomenik izgleda tako, da tam je pač nek trg, na katerem je 8000 tlakovcev, od te tlakovce so izkopali in na 2147 tlakovcev so napisali spode imena židovskih grobišč. In te tlakovce spravili nazaj, tako da so imena gledali navzdol. Ne tako, da štrlijo ven, ampak gledajo navzdol. Se pravi, kaj smo dobili na koncu? Dobili smo isti trg z 8000 tlakovci, v kateri 2000 spodaj piše imena židovskih grobišč. Spomenika ni nikjer. Edino, kar opominja na spomenik, da piše trg nevidnega spomenika. Trg nevidnega spomenika. In tle vidite neko radikalno strategijo soočanja s tem, kako je mogoče upodobiti neupodobljivo, ne vidi se nič. In to, da se ne vidi nič, na določen način ustreza temu, kar so se potem nacisti pač kasneje v Nemčiji vsi po malem zgovarjali, saj nismo nič videli, saj nismo nič vedeli, saj nismo nič slišali. In tukaj nek spomenik, ki ustreza temu, ni kaj videti, ni česa slišati. Evo, samo čista gesta. Na to opozarjam kot neko zelo radikalno strategijo tega, kako se soočiti z neupodobljivim. Drugače pa imate naslednja kategorija, ki jo moramo omeniti, kategorija dokumentarnih filmov in tukaj treba omeniti dva. Prvi je Nuit et brouillard, Noč in megla, iz leta 1956, to je bil v bistvu prvi resen dokumentarni film o taboriščih. Napravil ga je Alain Resnais. Spravi, Alain Resnais prednji je postal korifeja francoskega novega vala, prednji je napravil Hirošima, ljubezen moja, Lani v Marienbadu in tako naprej. Vse te slovite novovalovske filme je dejansko začel svojo kariero s tem dokumentarcem o koncentracijskih taboriščih. In to je bil film, ki je na nek način premaknil osišče, povzročil resen pogled na. In tudi, ko sem ga videl nekoč davno, v svoji mladosti, jugoslovanska kinoteka je bila izjemno dobra in so predvajali takrat, konec 60-ih let, je en tistih filmov, ki so me res
pretresli, čeprav je dolg dobre pol ure. Mislim, in kar se tiče dokumentarističnega pristopa, je na vsak način treba omeniti pač ta film Shoah iz leta 1985, to je film, ki ga je napravil Claude Lanzmann, je najslovitejši film o tem nemogočem Shoah, o holokaustu. To je film, ki ga je Lanzmann delal 11 let in traja 9 ur, kjer zopet nikoli direktno ne kaže ničesar, ampak je dobil vse priče, vse možne priče, spravi vse preživele, je detaljno intervjuval storilce, kolikor jih je bilo, je dobil pred kamero in poljsko prebivalce, opazovalce, še to poljsko prebivalce na vides nedolžno, ki tudi niso nič vedeli, nič slišali, čeprav se je ves čas preklet dobro vedlo, kaj se dogaja. Mislim, že leta 41 imate ta Ljubičev film, ker vidite, da so bile koncentracijska taborišča tema, o kateri so vsi vedeli. Ni tako, da bi nekje zadnji nismo ničesar videli, ničesar slišali. In nadaljna kategorija so pa, omeniti moram vse 3 najbolj slavne filme o holokaustu, to je Schindlerjev seznam iz leta 1993, Sophie's Choice, Sofijina izbira iz leta 82, Ellen Pakula in pa La vita è bella, življenje je lepo, pač poskus komedije Roberta Beninija. Vsi 3 so dobili Oskarje in malo zanimivo, filmi o holokaustu so vedno prvi kandidati za Oskarje. Tudi ta ni všel tej usodi. Vsi so ovenčani za Oskarji. In ne vem, meni se je že takrat zdelo, da so vsi 3 določen način zgrešeni. Mislim, da na določen način zgrešijo, poskušajo iz holokausta se ne morejo kaj, da naj bi hollywoodizirali vse zadeve in iz tega napravili melodramo. Heroiziranje, melodrama, štorija, ne vem, od Meryl Streep, ki je sicer fantastična v Sophie's Choice, ampak se mi zdi popolnoma zgrešen film, ne vem. Je do Schindlerja, Liam Neeson, pa Ralph Fiennes kot on zločinec. To je še en primer zločinca, ki je fascinanten. Ne moramo nehati gledati Ralpha Fiennesa kot šefa taborišča. Mislim, prav, ja, napačno. In Roberto Benigni se mi zdi tudi popolnoma zgrešena komedija. Ne vem, se mi zdi, to so 3 najbolj slavni filmi, ampak se mi zdi, da dejansko zgrešijo to, za kar gre. In dodati moram sem še to, film, ki ga zelo priporočam v ogled, da tudi v Sloveniji smo konec koncev naredili France Stiglitz, 9. krog, na Hrvaškem narejen film, je izjemen film o koncentracijskih taboriščih. Se loteva pač Jasenovca in židovskega dekleta v Zagrebu v času druge svetovne vojne. Če gledate danes, jaz sem gledal pred par leti, ko je bila ta obletnica Štiglica, ne morete verjeti, kako močan film je to. Spravi, to so različne napačne strategije, ali ne, kakšne različne strategije, kako se s tem lotiti, in ta hollywoodska strategija doslej se mi zdi najbolj napačna. Do tega filma. Nas veseli, da ste ob interesnem območju v bistvu dobili nekakšno zadoščenje, da se da tudi to težko obdobje spraviti v film, ki ga lahko tudi kandidirajo za Oskarja. Je že kakšno vprašanje strani občinstva? Midva sva kar načela debato, ampak verjamem, da bo še kakšno vprašanje. Najlepša hvala za prvo. Dober dan. Ni vprašanje, ampak spoznanje, da lahko v istem času na istem prostoru živita 2 življenj, popolnoma enake, in en ne ve za drugega, oziroma samo nekdo pozna oba svetova in je sposoben se skoncentrirati, kadar je v enem na eno in kadar je v drugem na drugo, in nima pomisleka. Prvo, da mu je družina tako sveta, da tudi svoje seksualno življenje loči od nje, in pa nikdar ne pove, kaj se je dogodilo v drugem svetu, ki je on upravitelj. In kaj mi je dal to asociacijo? Zdaj razumem družine, zakaj so pri nas po vojni lahko, ko so pobrali te krasne vile, posod in imetje,
te nove družine tako mirno živele v tistem naprej. Ker jaz sem hodila, vem, zakaj so mirno živeli, ker sem živela med ljudmi, ki so vse izgubili, in sem hodila v šolo z otroki, ki so živeli v teh vilah, s katerimi sem jaz z ljudmi živela. In nisem imela slabe vesti, tako kot ne ta gospa, ki je bila jara gospoda, ki je vse mislila, da vse to pač je njeno, čeprav ni prej ne živela, ampak zdaj ima vse in tega ne sme več zgubiti. Mislim, neverjeten, kako mi je odprl oči za neke stvari. In film, ki ni pokazal niti ene grozote, kar je počel, samo na koncu vidiš, kaj vse je ta grozota bila, ko vidiš tisto malo morje čevljev. In čist nič drugega, sam ti čisto vse pove. Hvala lepa. Hvala. Ja, par stvari mogoče. Ja, mislim, izjemna scena je ta scena čisto na koncu, gre dejansko samo za trenutek v sodobnost, kjer pokaže na to muzealizacijo posledic, ki tudi na določen način neutralizira to zadevo. Mislim, kakšen je naš današnji pogled, dobro hodimo v Auschwitz kot v muzej. Ampak potem se vrne se nazaj v to njegovo sestopanje po stopnicah v temo. Zdi se mi, da je briljantno izpeljan ta konec. Zdaj, glede tega, da živijo v dveh svetovih, oni ne percipirajo tega kot dva svetova. On percipira to kot službo, ki jo pač mora opravljati, in ta služba je res, da zoprna težavna, ampak to je pač njegova dolžnost in opravijo bo dobro. Mislim, kaj percipiramo kot protislovje, kot dva različna svetova, je odvisno od ideologije, ki nam določa očišče, ki nam postavlja neko očišče. In kaj vidimo in česa ne? Kaj vidimo in česa ne? Mislim, ti ljudje v tem filmu, ni tako, da bi jih vest pestila, dobro vedo, kaj se dogaja. Ves čas dobro vedo, kaj se dogaja. In so hvaležni očetu, da on pač te malo umazane posle opravlja, pa skrbi za njih kot pater familias. Hočem reči, da ideologija je vedno v tem, kaj vidimo in česa ne vidimo. In ideologija nam nastavi očišče tega, kaj vidimo. In nikoli ni, če dojamemo ideologijo kot nekaj, kar nas od zunaj oprimira, kar pritiska na nas in kaj nekaj tujega, to še ni prava ideologija. Prava ideologija je takrat, ko se vam nekaj zdi samoumevno. Takrat, ko ideologija zna nekaj predstaviti kot samoumevno. Tako pač je. Ja, to je naravno stanje stvari. Takrat nas ima ideologija. Ne takrat, ko čutimo nek ideološki jarem, ki pritiska naše možgane. Največja ideologija je vedno v tem, kaj sprejmemo kot samoumevno. In ti ljudje so to sprejeli kot samoumevno. In glede tega, kaj vidimo in kaj ne, mogoče vsem omenim Jacquesa Rancièra. Jacques Rancière je pač eden velikih filozofov, teoretikov umetnosti danes. Njegova knjiga se imenuje Le partage du visible, delitev vidnega. Delitev vidnega na to, kar vidimo in kaj ne, in po njegovem je pač naloga umetnosti, da ne pravi drugačno delitev vidnega. Da je umetnost nekaj globoko neideološkega. Da to, kar nam ideologija postavlja kot samoumevno vidno, ravno postavi pod vprašaj in nam da videti nekaj drugega. To je naloga umetnosti. Le partage du visible, kako razdeliti vidno in nevidno. Kaj lahko postane vidno, dati videti. V tem pogledu, ja, se ideologija in umetnost stojita na nasprotnih bregovih. Super, hvala za prvo vprašanje oziroma mnenje. Jaz bi rada kar tule nadaljevala. Namreč do napada na Ukrajino smo se mi sprašvali, kako so Nemci mogli preživeti ob tem strašnem dogajanju. Ampak zdaj se nam pa to ponavlja. Mi v naše domove vsak dan na televiziji gledamo, kaj se dogaja v Palestini, in gledamo, kaj se dogaja v Ukrajini, in mi smo paralizirani.
Mi smo zdaj v tisti situaciji, kakor so bili Nemci takrat. In jaz sem zgrožena nad tem, da ne moremo nič narediti. In na tem filmu me je pretreslo predvsem, veliko stvari je, ko bi se dalo govoriti, ampak recimo pretresla me je ta mašinerija, to mešetarjenje, kako narediti krematorije bolj učinkovite. Namreč takrat, to te kar po glavi udari. To gre za neko proizvodno, ampak to ni proizvodna avtomobilov, to je proizvodna uničevanja trupel. In takrat se šele zaveš, kako ogromne količine uničevanja so to. In da ne bom predolga, moram vendarle omeniti, kako to vpliva na otroke. Ta dva sinova, prvo, da se igrajo vojne, seveda, v vojnih časih se otroci igrajo vojne, ampak kako ta krutost prehaja na nje, kako starejši brat mlajšega brata v tisto mrzlo, ne vem kaj stekleno, ne vem kako se temu reče, zaprene. A veste, mi se danes sprašujemo, odkot naši mladini nasilje, ki ga vsak dan bolj opažamo. Ne moremo se čuditi, ker vse povsod prihaja nasilje. Tudi z naše televizije, ne samo iz tablic, kot se velikokrat pritožujemo. Nasilje je okrog nas in mi živimo v enem zelo negotovem času, ker ne vemo, kam se bo to razvilo. In iz tega filma je razvidno, da velika večina tiho sodeluje in samo nekaj malih iskrenih ljudi poskuša tem revežem pomagati. To se mi zdi tudi vprašanje tega filma. Ja, absolutno se strinjam s tem, že prej sem začel s tem, da je ta film, ki nas posebej zagrabi za vrat zaradi tega, ker nazadnje je poanta v tem, evo, Evropa je ta vrt. Zdaj še živimo kolikor toliko mirno urejeno življenje, se ukvarjamo s tem, kako bomo zdaj boljše rože zasadili. Kako bomo skrbeli za te lovne živali, ker to je trenutki afekta, neke afektivne pripadnosti, nežnosti v filmu so izkazani do konj, do psov, do rož, do tistega španskega bezga. On mora tam uradni dopis diktira, kako pa zdaj je pa to grozen španski bezek, so neki pofedlali, pa je treba to spraviti v red. Spravi, na nek način vse naše evropske skrbi, ki vendarle živimo v nekem evropskem bablu, nekako prestavi na, metaforizirano prestavi na ta vrt. To so, ta tip skrbi imamo znotraj Evrope. Za zidom pa se dogaja, kar se dogaja. Jaz bi se en citat bi rad prebral, no. Prej sem govoril o tem, da kaj so bile različne strategije spopadanja, spoprijema z tem nemogočim, neupodobljivim objektom in dejansko sem naletel na ta citat, ki se mi zdi neverjetno, da ga nihče ni citiral. Bral sem kar nekaj kritik tega filma. To je historični citat Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, pač od največjih novovaljskih režiserjev, citat iz leta 1963 v Cahiers du Cinéma. Že takrat je bila diskusija o tem, kako upodobiti holokaust. In pravi to, edini pravi film o koncentracijskih taboriščih, ki ni bil nikoli posnet in nikoli ne bo, ker bi bil neznosen, bi bil v tem, da se posname taborišča z vidika rabljev, z njihovimi vsakodnevnimi problemi. Kako dvometrsko človeško telo dati v 50 centimetrsko krsto? Kako evakuirati 10 ton rok in nog s 3-tonskim vagonom? Kako sežgati 100 žena z gorivom, ki zadostuje za 10? Potrebno bi bilo pokazati tudi tipkarje, ki so ob vsem vodili račune s svojimi pisalnimi stroji, kar bi bilo tu neznosno, ne bi bila groza, ki bi se kazala v takšnih scenah, temveč ravno nasprotno, njihov povsem človeški in normalni aspekt. Jean-Luc Godard leta 1963. Spravi, ne vem, zakaj nihče od vseh teh kritikov ni izkopal tega citata ven, ker Jean-Luc Godard vendarle ni kdorkoli, no? Ampak to je evo skript za ta film. Pravi, to je nemogoč film, ki ni bil posnet in nikoli ne bo mogel biti posnet. Evo,
Jonathan Glazer je kot da je pobral rokavico, ki jo je leta 63 dal vrgel udar. Možno, da je Glazer prebral ta. Možno, da je Glazer, ampak nisem nikjer videl, da bi se skliceval na to. Mislim, tudi bral te njegove intervjuje, ampak se ni nikjer skliceval na to. Ja, je pa res, da najbrž je vsakega od nas mečkano pretreslo, ko smo prvič slišali za film, češ, vsaj zase vem, da sem pomislil, kako je možno, da po vseh teh letih, po 80 letih, šele zdaj pravzaprav dobimo tak film, ki se mi je zdel fenomenalen ravno z tega stališča, tako kot ste rekli. V bistvu delimo si dvoje svetov, ki postane eno. In pa hkrati ravno zaradi te Godarjeve kritike, ko vidimo, na kakšen način bi se dal res najbolj relevantno upodobiti to grozo te druge svetovne vojne. Jaz bi mogoče rekel še eno stvar, o kateri nismo rekli, nismo še doslej govorili, namreč omenili ste, da je film dobil Oskarja za zvok in za glasbo in zdi se mi, da to je ena najmočnejših plati tega filma. Mislim, že film se začne z 3-minutnim glasbenim uvodom ob črnem platnu. Se pravi, takoj nas direktno opozori na to zvočno kuliso in vse, kar se dogaja groznega v filmu, se dogaja v offu. Vse se dogaja v offu. In to najbolj epitomizira pač soundtrack, kjer glasba, ta nekoliko deformirana glasba, elektronsko deformirana glasba, se meša z realnimi zvoki, s kriki, z ukazi, z nekim streljanjem v nekem trenutku in z nekim zvokom v ozadju, za katerega lahko domnevamo, da je zvok pač sežiga v krematorijih. Ampak ves soundtrack je off, je izven vidnega polja. In to, kot da bi, ne vem, Michel Chillon je bil velik francoski teoretik ravno zvoka v filmu in glasbe v filmu. In predlagal je ta izraz akuzmatični zvok, akuzmatični glas. Akuzmatični glas, dobro, cela zgodba, ki stoji za tem, pač v bistvu pomeni tisti zvok, tisti glas, ki mu ne vidimo izvora. To je akuzmatični zvok. In ravno zato, ker mu ne vidimo izvora, je haunting, nas straši, zavzame v bistvu celovidno polje, zastrupi celovidno polje. Ne vidimo, odkot prihaja. Ampak zato ima to moč, da neke invazije na celovitno polje preplavi ta zvok, ta glas. In celoten soundtrack je fenomenalen. Je dejansko izjemen, izjemno preštudirano narejen. Mika Levi je tudi dobil številne druge nagrade za ta soundtrack. In edina druga stvar, ki jo pa vidimo, ki je na robu vidnega polja, je dim. Spravi, nikoli v centru podobe, vedno je za neke dialogi, neke podobe, fascinantne, ampak takole na robu podobe pa vidimo, se vali nek dim, ki vdira na robu vidnega polja. Se pravi, kaj je realno tega Auschwitza? Zvok in dim. Zvok in dim, zvok je off in dim, ki obroblja, tako včasih obroblja vidne podobe. Mislim, da imamo naslednje vprašanje, izvolite. Ja, pred kratkim sem bral Drejček in trije Marsovčki od Vid Pečjaka. Noter, se spomnite, vsi poznamo to zgodbo, kako pridejo Marsovčki k zemljo in vprašajo, kaj pa je to? Pa prav Drejček, tank. Aha, to je pa tank. Zakaj pa imaš tank? Zdaj strela, pa prav, to je vojna, ne? Mi na Marsu smo vojno prepovedali. Zakaj pa imate vi vojno? A si ti za vojno? Pa prav Drejček, ne. Kaj pa tvoj oče? Tudi ne. Kaj pa tvoj stric? Pa mama? Tudi ne. Ja, kdo pa je potem za vojno? Drejček ni vedel več, kaj odgovoriti in je zamenjal temo in se pogovarjali druge stvari. In potem je pri zajtrku vprašal očeta, ti si ti za vojno? Kdo je za vojno? In noben ni bil za vojno. In Drejček je rekel, bom jaz v šoli vprašal, tam so pametni ljudje, učitelja, zakaj imamo mi vojne? Da pobijamo en drugega, da so otroci brez staršev, žene brez možov in tako naprej. In učitelj je rekel, to je pa zelo težko vprašanje. To je pa zelo težko vprašanje. In potem, zdaj v spominu imam, da je povabil Drejčka na stran, pa je rekel, kako je, eni ljudje imajo nekaj od vojne. In zato so vojne. In jaz bom rekel, ta namerna slepota, ki jo vidimo zdaj povsod, moti mi predvsem to, da so naslovi v časopisih, nič se nismo naučili.
Pustite, jaz sem se naučil. Mene iz tega skupine, ker se nismo nič naučili, prosim, da me novinarji izločijo. Hvala. Dobro vprašanje. Kaj smo se res naučili oziroma česa se nismo, kdo se ni? Hvala za tole mnenje, pa tudi za povezavo z Drejčkom. Jaz bi mogoče dodal sem še en Hegelov citat. Hegel, ki je bil velik filozof zgodovine, pravi to, iz zgodovine se ne moremo ničesar naučiti. Razen tega, da se iz zgodovine ne moremo ničesar naučiti. Hvala. Naslednji? Ja, zdravo. Jaz imam eno vprašanje. Torej, veliko ste govorili zdaj o zlobi, o tej energiji oziroma vsem skupaj, pa me zanima, ker veliko imamo vojnih zločincev, pa me zanima, ali te ljudje, ki so zlobni v narekovajih, ali oni pridejo kdaj do kakšnih spoznanj. Ker recimo, meni je na koncu nekako saj ta happy ending v smislu to, ko ima siljenje na bruhanje, ne. Iskreno bi videl, da bi ga kap zadela, ne. Ampak me zanima, a res te ljudje, kadarkoli pridejo do kakšnega uvida to, kar delajo. Hvala. No, v filmu je, se mi zdi, briljantno izpeljana epizoda za materjo. Ne? Mati, ki pač pride, celo družinska scena in je pač soočena s tem kontekstom in v nekem trenutku vidimo mamo, ki po noči posluša te zvoke in pije. Ne? In potem v naslednji sceni mama izgine in pusti samo en cegelc za svojo hčerko, ki ga hčerka takole osorno na hitro prebere in vrže v peč. Ne? Spravi, kaj je ta figura mater? Mislim, minimalno izpeljana. No? Tudi so Glazerje vprašali v intervjujih, a mati doživi kakšno razsvetljenje, a doživi kakšno katarzo, kako se interpretirati. Ker mislim, da lik je tako minimalistično zastavljen, da pravzaprav nimamo nobenega direktnega odgovora na njeno motivacijo. Ne? In Glazer je pač odgovoril, ne, v tem filmu noben ne doživi katarze. Nihče ne doživi katarze. Njej je samo neprijetno pa neugodno, da tam po noč se dim vali okoli, pa so neki zvoki pa tako naprej. Pa je zoporno, pa reč gre. Mislim, to, da bi pa zdaj nekako uvidela v zlo te mašinerije, ki sloni za vsem skupaj, ne. Nobene katarze ni. Ne. Ampak vendarle je, ja, mislim, ta odhod matere je nek zelo indikativen moment v filmu in zdaj se mi izvrstno, da ga ne skuša pojasniti. Da mu ne skuša dati neke direktne vzročnosti. No. Mislim, ti ljudje, da doživijo katarzo, ja, gledajte, bolj dvomim o tem. No. Hus, ja, lahko si preberete iz printov, no, njegovo celo izpoved, ker se je globoko posipal s pepelom, se je vključil nazaj v katoliško cerkev, se je izpovedal, je imel vse poslednje olje, karkoli že, rituale ob smrti, kao teoretično je umrl spravljen in napisal, da je ta kazen, ki ga je doletela, pravična. In da se globoko opravičuje in da se sramuje. Vse to je napisal, ne, v mesecu pred smrtjo. A mu lahko verjamemo, kakšnim pritiskom je bil nemara tudi izpostavljen zaradi določene propagandne vrednosti, take izjave v tistem času. Zelo težko mu verjamemo. Konec koncev je v zaporu napisal svoje spomine, v katerih niti najmanj ni uvidel v del kakšne mašinerije je bil. Hvala za vprašanje. Še zadnje vprašanje. Imamo kje roko? Ok. Izvolite. Večji del v angleškem jeziku, tudi je pa nemški, kar je čisto avtentično. Ne? Ja. Da bolj prikaže realno, kaj se je dogajalo. Ker večji del tati filmi so bili v angleškem jeziku, ta je pa nemškem in je bolj verodostojen.
Ja, pač, hvala Bogu, film se zelo detaljno, Bogu, ne? film se zelo detaljno drži dokumentarne osnove in res je, da je pač angleščina žal postala ta lingua franca. Nič nismo presenečeni, če biblične figure govorijo angleško, Jezus. Nič nismo presenečeni, če nacisti govorijo angleško, ali če Eskimi govorijo angleško. Nič nas ne preseneča, mislim. Postaja pač tisti zero ničelni jezik, kjer je pač prirodno, da domorodci vseh kontinentov govorijo angleško. Ampak tudi papež iz Združenih držav Amerike govori latinsko. No, papež je tudi kaj rekel angleščino. Jaz mislim, da smo ob današnjem pogovoru definitivno odprli kup vprašanj in jaz mislim, da bi tale pogovor lahko trajal še kar nekaj časa, kajti res gre za film, ki enostavno pušča kup izhodišč za sodobne debate. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem vam za pozornost, predvsem pa vam, dr. Mladen Dolar, za čas in za to, da ste nam ta film prikazali z neko novo perspektivo in nas opomnili na to, kako lahko tovrstni izdelki seveda kažejo tudi današnjo sodobno družbo in nikakor ne smemo pozabiti na to, da nas ne zapelje, da preveč uživamo na našem vrtu. Hvala. Hvala in prijeten dan še naprej. Hvala.